Dobrodošli na 9. predavanju v okviru ciklusa javnih predavanj Govori FF. Danes torej začenjamo še 3. teden predavanj. V tem tednu se bomo pogovarjali o prežetosti sodobne družbe z različnimi vrstami komuniciranja, o vlogi razvojne psihologije v vzgoji in izobraževanju. Raziskovali bomo robove spregledanih družbenih skupin žensk in za veliki finale izpostavili solidarnostni potencial humanistike. Današnje predavanje pa nosi naslov Družba zasičena s komuniciranjem. Z nami je docent dr. Jože Vogrin z oddelka za sociologijo. Pred predavanjem ga bo na kratko predstavila njegova kolegica z oddelka, docentka dr. Ana Vogrinčič-Čepič. Po predavanju pa bo predavatelj sam vodil razpravo. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. V čast in veselje mi je, da lahko danes tukaj predstavim dr. Jožeta Vogrinca, dolgoletnega predavatelja na oddelku za sociologijo, avtorja številnih študij in spremnih besed, rednega publicista in javno angažiranega intelektualca, do nedavnega glavnega in odgovornega urednika pri založbi Studia Humanitatis, predvsem pa spoštovanega in dragega kolega. Jože Vogrinc je v življenju počel že marsikaj. Še kot študent je bil urednik Tribune in odgovorni urednik Radia Študent, kjer je pripravljal oddaje vseh redakcij, vključno z glasbenimi. Potem je občasno urejal probleme, bil je član izdajateljskih svetov Ekrana in Mladine in kasneje član uredništva znanstvene revije Ars in Humanitas. Leta 1988 je bil med ustanovnimi člani odbora za varstvo človekovih pravic. Bil je tudi ustanovni član Fakultete za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, kjer je dolga leta predaval in vodil program medijskih študijev. Soustanovil je Inštitut za civilizacijo in kulturo. Sodeloval je pri pripravi prve slovenske medijske zakonodaje in pozneje pri pripravi različnih nacionalnih dokumentov z področja kulture. Na oddelku za sociologijo predava od leta 1987. Leta 2002 je dobil priznanje Filozofske fakultete za življenjsko delo. Raziskovalno ga zanimajo zgodovinske spremembe in razvoj družb in kultur, epistemologija humanistike, historični materializem, kulturne forme komuniciranja in mediji. Zanimajo ga materialni pogoji družbenega delovanja in kulturne produkcije. Do sedaj je napisal 5 samostojnih knjig: Televizijski gledalec, Historični materializem in humanistične vede, Popularna godba, eseji o poslušanju, Transverzala, fragmenti historičnega materializma in Pojmovne prikazni, rešeta humanistike. Napisal je čez 10 spremnih študij k prevodom humanistične teorije v prestižni zeleni zbirki Studia Humanitatis. Ti seže od Vernona in Momiljana prek Durkheima in Lenina do Daniela Millerja. Redno objavlja svoje komentarje, zadnje čase največkrat v Mladini. Ampak, še bolj kot formalni dosežki in nazivi, za katere si tudi zaradi nestrinjanja s sistemom vrednotenja akademskega dela nikoli ni posebej prizadeval, Jožeta Vogrinca odlikujejo druge reči. Je pretanjen opazovalec in preučevalec vsakdanjega, z globokim uvidom v sociološke mehanizme družbenega delovanja. Je sijajen detektor navideznih samoumevnosti in mimogrede te ob kavi fascinira s kompleksno analizo kakšnega pravka zapaženega fenomena. Je vsestransko razgledan modrec, s katerim se je mogoče pogovarjati tako rekoč o čemarkoli. Ob tem pa skromen in spoštljiv, pogosto samokritičen, predan pedagog in zavzet mentor. Redko kdo si za svoje študente vzame toliko časa in tako natančno komentira seminarske naloge. Redko kdo je kot mentor tako dialoški. Je eden tistih polihistorjev, ki izginjajo z obzorja tudi v akademskem svetu. Jožeta namreč zanimata na primer tudi biologija in matematika, ogromno ve o glasbi, literaturi, zgodovini, geografiji, pa recimo tudi o vzgoji in vrtnarjenju. Je občutljiv premišljevalec, tudi o sebi, in iskriv sogovornik, s pretanjenim smislom za humor, osebno angažiran in iskren. Kot mi je enkrat povedal, bi lahko ves čas samo bral. Še dobro, da vmes tudi predava in piše. V zadovoljstvo mi je, da ga imam ob slavnostni priložnosti obeležja 100-letnice Univerze v Ljubljani možnost najaviti kot predavatelja današnjega večera. Kot veste, njegovo predavanje ima naslov Družba zasičena s komuniciranjem. Vabljeni k poslušanju in potem tudi komuniciranju. Jože, izvoli.
Hvala za te prijazne besede, pozdravljeni. Tukaj, kot vidim, jaz sicer ponavadi nimam treme, ampak tukaj se je vse zarotilo za to, da bi imel vsaj malo, tako da se upravičujem naprej. Z vrst govora, ki se pričakuje od mene, me tako kot druge med vami, v imenu katerih ta mesec govori naša fakulteta, postavlja v zadrego. Ta zadrega je deloma pričakovana, deloma pa je posebej vezana na to priložnost. Priložnost je stoletnica tukajšnje naše univerze in od nas se pričakuje bolj univerzalen diskurs kot ponavadi. Bolj univerzalen, kot je tisti pred našo vsakotedensko študentsko publiko. Če se poigramo z etimologijo, danes nagovarjam vesoljno občinstvo. Ker pa moram povedati kaj, kar študentkam, če se izrazim lokalno politično korektno, pa tudi demografsko korektno, govorim vse skozi, obenem pa moram to povedati tako, da se sliši novo, zato sem v zadregi. Ali jo bom razrešil, boste slišali. Zgledujem se po rajnkem Blažu Paskalu, ki se je pred začetkom enega izmed svojih spisov opravičil, da ne prinaša ničesar novega, le razporeditev snovi disposition, torej dispozicijo razporeditev delov diskurza v retoriki, samo razporeditev snovi je nova. Če zdaj uporabimo najpogostejši gib sodobnih komunikatorjev in aktiviramo brskalnik, tega mi niti ni treba, ker je to že narejeno, in iz domoljubja odpremo spletno stran naše fakultete, naletimo na citat Fredericka Jamesona. To je tale, ne? Dela množične kulture ne morejo biti ideološka, ne da bi bila sočasno tudi implicitno ali eksplicitno utopična. Ime je sicer napisano narobe, ampak bi rekel, tekst je odličen, ga priporočam in tam sem v besedilu, odkoder je ta navedek, to je članek Reifikacija in utopija v množični kulturi, iz njegove knjige Signatures of the Visible, prevedeno pa v prevodu Luka Arsenijuka v knjigi Filmska kartiranja. Tam sem našel neko trditev, ki jo bom zdaj navedel in povzema izhodišče mojega predavanja. Našel sem pa ta citat potem, ko sem že naslov dal temu predavanju. Jameson pravi takole: nobena družba do zdaj še ni bila tako zasičena z znaki in sporočili kot naša. Jameson je imel pred 40 leti, ko je to napisal, v mislih njegovo družbo, ZDA. Vendar pa to, da je družba zasičena s komuniciranjem, danes velja globalno in velja bolj kot kdajkoli prej. A kaj je pravzaprav vsebovano v tej sintagmi? Ali ni to le banalnost, o kateri smo vnaprej soglasni? Seveda, družba, v kateri živimo, je zasičena s komuniciranjem. Nimamo le vsi ves čas pri sebi pametnih telefonov, pač pa nas z izrecnimi sporočili napadajo naša oblačila, ceste, hiše in avtobusi. Naprave, ki jih uporabljamo instrumentalno kot orodja, so danes praviloma hkrati tudi naši komunikacijski partnerji. Pralni stroj me užaljeno ignorira, če ga ne nagovorim prav. Avto me ne uboga, če si ne zapnem varnostnega pasu. Ne le to, pač pa so dejanja, s katerimi sodobni človek nekaj naredi, instrumentalna dejanja, praviloma obenem komunikacijska dejanja. Pritisk na gumb sporoči napravi, naj deluje. Svedro naj zavrta v šipo, naj zavrta v steno. Šipi avta naj se odpre. Iz strelku naj začne vojno, ki bo dokončno zanikala oholo prepričanje naše vrste, da je sapiens. Če ste me dovolj pozorno poslušali, ste opazili, da vendarle nisem skrčil skupnega občutja o zasičenosti družbe s komuniciranjem na idejo, da komuniciramo kratko malo preveč. Ne gre preprosto za to, da je količina sporočil, ki jih s svojimi komunikacijskimi napravami ljudje danes prejmemo ali pošljemo na enoto trajanja, daleč večja, kakor v katerikoli družbi prej. Poudaril sem nekaj drugega. In sicer, da je danes povsod v življenju družbe sporočanje vgrajeno v tkivo okolja, družbene prakse, v vse naše dejavnosti. To pa je drugačen poudarek od splošnega mnenja o preteklosti, da govorjenje in druge jezikovne prakse bodisi sploh niso dejavnost, bodisi vsaj niso dejavnost v polni meri, kakor je to proizvajanje snovnih reči.
Če pa že so dejavnost, so to drugače od instrumentalnih dejavnosti. Tule bomo zdaj, ko bom rekel, če se ukvarjamo s komuniciranjem, ne gre, da ne bi tudi brskali po internetu. Najmanj, kar lahko naredimo, ker boste videli, da pač PowerPointa ne bomo uporabljali, ampak najmanj, kar lahko naredimo, je, da gremo vsaj malo na Google. In bomo se pogledali, bomo vtipkali tole. Saussure in komunikacijo. In bomo dobili communication model, seveda imamo angleško zadevo, ampak to naj ne moti. Pogledali si bomo tole sliko, pravzaprav nekako tale nekoliko majhna, recimo, da bo tale dovolj v redu za nas. To je verjetno najpogostejša varianta komunikacijske sheme in ni posebej specifična za Saussurov nauk, ampak že ko smo pri Saussurju, si ne morem kaj, da ne bi naredil reklamo za novo izdajo splošnega jezikoslovja Saussura, ki je pravkar izšla v odličnem prevodu Saše Irile, z opombami Gregorja Pereka in z spremnjima besedama Primoža Viteza, jezikoslovno in mojo, ki je recimo temu humanistično družboslovna. To shemo, ki jo tukaj le vidite, ki je vzeta od tam, najdete vse povsod in je tudi mogoče interpretirati zelo različno, ni specifičnost njegove epistemologije. Menim, da je pri Saussuru revolucionarno, da premesti teoretsko zanimanje za jezik in govorico z 2000-letne preokupacije filozofije z artikulacijo misli in jezika kot izraza misli na vsakdanje življenje, torej na področje humanistike in družboslovja, to pa tako, da postavi v ospredje razumevanja jezika in govorice komuniciranje. Razcep na govorico, jezik in govor je že sam na sebi indikacija protislovja med tem, da si v komuniciranju izmenjujemo znake, natančne označevalce, kakor da je njihov pomen skupen in pri vsakomer enak. In tem, da je govorjenje individualno, če ne celo idiosinkratično. Da jezik in govorico vsak med nami izumlja vedno na novo, da zato nič ni prevedljivo v kaj drugega brez ostanka. Ljudje pa smo bolj govorjeni, kakor govoreči. Po Lacanu smo celo govorila par lettre. Naše jezikanje pa je prekoslej negotovo jecljanje, je jezik, la langue. A to protislovje so v zadnjem stoletju sledeč Saussuru vendarle temeljito obdelali. Poleg jezikoslovcev še filozofi, antropologi, psihoanalitiki in drugi. Medtem pa je ta Saussurova shema komuniciranja še vedno živa v zdravi pameti strokovnjakov in občinstva, hkrati tudi v vulgarizirani različici, kot interpretacija tega, zakaj pri komuniciranju gre. Ta shema nam kaže dialog v živo med dvema prisebnima govorcema, ki govorita isti idiom. Se pravi, komunicirata v istem komunikacijskem kodu in ta model se jemlje kot model in norma komuniciranja sploh. Ta različica komuniciranja razume kot izmenjavo sporočil v skupnem kodu. Mesti komunikatorjev, se pravi govorec, poslušalec, poslušalec, govorec, jemlje kot poljubno izmenljivi med seboj. Ona dva komunikatorja jemlje kot enakovredna. Že Saussure je vpeljal razumevanje vsebine komuniciranja kot vrednosti. In če to upoštevamo, poudarimo, da se je v to shemo komunikacije prikradla spontana ideologija trga. Komuniciranje je dojeto kot menjava, namesto da bi bilo dojeto kot produktivno, kot proizvajanje nove družbene dejanskosti. Prav slednje pa je stališče, za katerega si prizadevam, da bi ga dosledno uveljavljali v svojem razumevanju komuniciranja v človeški družbi. Zdaj pa malo postojimo, ne bomo zagrizli v jedro.
Naj ta počitek, ta odlok v mojem komuniciranju z vami upravičim z nečim, kar lahko vzamete kot prispodobo, lahko pa tudi prepoznate kot dva libidinalna tipa po Freudu, dva načina uživanja. V mojem otroštvu je veljalo za užitek pojesti kos kruha z domačo klobaso. Otroci smo se delili med seboj na dva ideal tipa uživanja. Če skombiniram Freuda z Maxom Weberom, eni so takoj zagrizli v klobaso in prigrizovali zraven kruh, dokler je še bilo kaj klobase, potem so jedli samo kruh. Drugi smo delali enakomerne grižljaje kruha, majcene grize klobase, dokler nismo na koncu imeli v rokah koščka kruha in velikega grižljaja klobase, zato da je bil zadnji grižljaj finale užitka. Ker smo baje že kakih 40 let v postmodernizmu, že zdaj povem, da vam bom zadnji grižljaj odrekel, da pa vseeno še ne gremo k jedru, da odložimo užitek, se vrnemo korak nazaj k splošnemu prepričanju, da je glavni problem sodobne družbe s komuniciranjem kratko malo to, da je sporočil in z njimi informacij preveč. Že dokaj bežen pregled različnih vrst najpogostejšega sporočanja nam pokaže, da je prepričanje, kako je komuniciranja preveč, da to prepričanje nikakor ne velja v vseh družbenih okoliščinah. Nasprotno. Če spremljate povsodno zvrst medijske komunikacije, kakršna so pogovori v televizijskem studiu o težavah navadnih ljudi, med strokovnjaki različnih disciplin za delo z ljudmi, ki so predmet njihove strokovne obdelave, to pa so psihologi, kadrovski menedžerji, včasih pedagogi, duhovniki, politiki, PR-ovci, se bo pogosto kot izkupiček pogovora izoblikovalo stališče, da problemi med ljudmi nastajajo, ker je med njimi premalo komunikacije. Treba se več pogovarjati, svetujejo. In to pogosto svetujejo ljudem, ki komunicirajo cele dneve, pa naj si klepetajo po telefonu, igrajo igrice ali pa delajo kot poklicni komunikatorji vseh vrst, od telefonirajočih v klicnih centrih, preko blagajničark in uradnikov za okenci, do učiteljic, novinark in medicinskih sester. Velika večina dela večine ljudi danes se stoji iz komunikacijskih dejanj branja in pisanja, govorjenja in poslušanja, dešifriranja in ponovnega kodiranja sporočil. Ni težko opaziti, kako bo poskušal poglobiti svoje stališče vsakdo, ki je izkusil, da je komuniciranja premalo. Premalo je prave, pristne, nepotvorjene, iskrene, neposredne komunikacije, bo povedal. Komunikacije nam manjka prav zato, komunikacije nam manjka prav tam, kjer je komunikacije preveč. Kakšne in katere komunikacije je preveč, vas vprašam. V ustrezni literaturi najdete zelo lepa poimenovanja. Preveč je lažne, nepristne, neiskrene, nepotvorjene, skrepenele, otrdele komunikacije. Zelo pogosto se pripiše kot vzrok pomanjkanju komunikacije vloga medija, kot srednika, sredstva komunikacije, ki da se je po nepotrebnem uštulilo med subjekte komuniciranja. Drugotno je, ali prepoznamo v mediju tehnologijo, ali prepoznamo v mediju družbeni okvir konkretnih oblik komunikacije, vključno s predpisi, navadami, habitusi. Če prepoznamo v mediju tehnologijo, to lahko pelje v tehnološki determinizem, ki je vsekakor najbolj razširjena spontana ideologija o družbeni vlogi tehnologije v sodobnih družbah. Medtem ko je slednje razumevanje, to drugo razumevanje, da z medijem razumemo družbeni okvir konkretnih oblik komunikacije, vključno s predpisi, navadami, habitus interakcije med ljudmi, je to razumevanje vsekakor ustreznejše od tehnološkega determinizma, saj nas vsaj usmeri k problematiki sociologije in socialne psihologije. Najšibkejše pri razlikovanju med dobro komunikacijo in slabo komunikacijo niti ni manihejstvo takega prepričanja. Moralno odbiranje dobre komunikacije od slabe komunikacije je itak preveč obče, da bi si s tem lahko pomagali pri razpletanju dejanskih težav komuniciranja.
Temeljna zmota je druge. Zmotna je že sama ideja, da je pri komuniciranju sam obstoj materialnega sredstva, ki posreduje komunikacijo, ovira temu, da bi se komunicirajoči med seboj zares sporazumeli. Iz prepričanja, da je medij ovira sporazumu med subjekti, izvira fantazija, da je ideal komuniciranja odstraniti vsakršno posredovanje in doseči neposredno komuniciranje, ki bi bilo neposredni vpogled v dušo drugega, brez potrebe po besedah. Za to fantazijo je že navadna govorica ovira. V artikulirani obliki najdemo takšno fantaziranje na nasprotnih koncih med komunikacijskimi zvrstmi v družbi. Na vrhu teh prizadevanj so teološke koncepcije. Vsaka koncepcija, kjer Bog neposredno nagovarja vernika in neverovanje pravzaprav razume kot nepripravljenost prisluhniti njegovemu nagovoru, že vsebuje ideal neposrednega komuniciranja brez besed med dušami, vsaj kot ideal. Ideal, za katerim si lahko prizadevamo tudi v komuniciranju med ljudmi, saj smo narejeni po Božji podobi, komuniciranje v pristnem pomenu pa je stik med individualnimi dušami. Ideal neposrednega komuniciranja v nekaterih novodobnih religijah dobi doktrinarno podobo, ki je v svoji realizaciji vulgarno materialistična. Neposredno komuniciranje razume kot telepatijo. Bodimo pozorni, da je telepatija zamišljena kot biološko dejstvo ali tehnološko dejstvo. V science fiction razglabljanjih, pa naj je njihov žanr zavestno ali nereligijski, je dosežanje stanja, ko ljudje med seboj komunicirajo telepatsko, dojeto kot družbena naloga prihodnosti. Ta naloga je zasnovana kot tehnološka, tako kot naseljevanje drugih planetov ali kloniranje. Ali je doktrina podložena s kvazi evolucionističnim prepričanjem, da mora človeštvo doseči višjo stopnjo zavedanja, kot bi bila taka višja stopnja zavedanja, bi lahko bila recimo vsaj obča zmožnost telepatije, če že ne kar skupno zavedanje človeštva, ali je ta doktrina torej podložena s kvazi evolucionističnim prepričanjem, je drugotno. V vsakem primeru z evolucionističnim prepričanjem ali brez je imaginarni cilj izginotje materialnosti komunikacije. Od izginotja materialnega posrednika, pa če tudi je to samo govor, se pričakuje odstranitev možnosti nesporazuma v komuniciranju. Odkar obstajata svetovni splet in medmrežje, je pogosta fantazija tudi to, da se duh končno znebi telesa in se naseli v mediosferi. Fantazija, za katero ni nobena težava odmisliti orjaško tehnološko infrastrukturo, ki vzdržuje spletno komuniciranje. Ta infrastruktura ni samo močno materialna, predvsem so pogoji funkcioniranja svetovnega spleta izjemno zahtevni praktični pogoji, nič manj kakor normalno funkcioniranje globalne ekonomije in politike. K sreči se etični ideal komuniciranja brez materialnega posredovanja navadno ustavi pri podobi individualne zavesti, ki lahko neposredno seže do druge zavesti, a ohranja individualnost in svobodo, da tega ne stori in da se ne odpre drugemu, če se noče, in da je omejitev zmožnosti neposrednega komuniciranja na individualno raven obramba pred negativno bojaznijo totalnega nadzora, povezanega z idejo o skupni zavesti. Zdaj bomo poskušali najti tukaj na spletu v science fictionu materializacijo te take tehnološko dosežene skupne zavesti. Ljubitelji Star Treka, če so dovolj resni, verjetno to zadevo že poznajo. Tistim, ki ne vam zaupam njeno ime. Takih materializacij lahko imate več, ampak tista, ki se meni zdi nekako najbolj značilna, je Borg. Ampak zdaj ne najdemo, čakajte, moramo še poskusiti, ko je, da damo Borg Cube. Aha, pa bomo tule videli. No, skratka, tule imate
skupno zavest, neposredno komunikacijo, ne, v tej science fiction varianti, vidite, da imamo pravzaprav z neko škatlo, ne, tam ste pa videli individuum, ki ni več individuum, ampak je posrkan v skupno Borkovo dušo. Skratka, v popularni kulturi ne manjka fantazij o neposrednem komuniciranju. Najdemo jih tudi na spodnjem koncu kot erotične fantazije. Ampak tudi v predstavah o orgazmu kot o neposrednem stiku med telesoma kot zlitju duš je notranja nasprotnost neodpravljiva. Naloga teles je proizvesti duševno zlitje. Vesoljni občutek, ki se ga pričakuje, da naj bi bil hkrati totalno sozvočje duš in izguba zavesti o lastni individualnosti. V pornografski domišljiji se temu na primer v BDSM fantaziji priključi še protislovje, da je najvišji užitek dojet kot popolna prepustitev lastne odgovornosti volji drugega. Kot izkupiček pravkar narejenih ovinkov v tem labirintu tukajšnje komunikacije vzemimo rezultat, da je bolj realistično, kakor obetati si kaj dobrega od doseženja komunikacije brez vsakršne ovire, sprejeti eno izmed ključnih načel Lacanove teorije, znano že toliko časa, kakor sem na svetu jaz. Nesporazum je bistvo komunikacije. Slovenci bi se morali do tega dokopati lažje od govorcev angleščine in romanskih jezikov. Glagolnik sporazumevanje je izpeljan iz ponavljalnega glagola sporazumevati se. Sporazumevanje ne implicira, da se bomo kdajkoli sporazumeli, vsaj ne tako temeljito, da se potlej ne bo treba več sporazumevati. Ne implicira, da bo zavladal sporazum kot stanje večne sporazumelosti ali sporazumljenosti. Nesporazum kot bistvo komunikacije je v slovenski besedi sporazumevanje odlično zajet. Pričakovati od neposrednega komuniciranja družbeno harmonijo se pravi pričakovati od komuniciranja preveč. Sporazumevamo se, ker sporazum v idealnem pomenu termina ne samo ni mogoč, pač pa tudi zlasti ni zaželen. Pomenil bi konec individualnosti in konec družbenosti kot prostora posredovanja med realno nezvedljivo različnimi posamezniki in posameznicami. No, če je Freud obupaval nad tem, da se Slovenca ni dalo analizirati, pa nam besede, kakršne je sporazumevanje, nemara posredno izpričujejo, da je slovenščina še posebej primeren jezik za dojemanje Lacana, če že ne za dokončno dojetje. Zakaj pa sem sam dosledno rajši govoril in govorim o komuniciranju? Termin ima druge prednosti. Implikacije komunikacijo so drugačne, skromnejše so. Poudarjeno je, da nekaj, kar je bilo prej osebna ali zasebna zadeva enega ali več posameznikov, postane predmet skupnega ukvarjanja. Prav to počnemo tudi tukaj in zdaj. Preden se vrnemo k velikemu zalogaju zasičenosti družbe, si moramo, kot smo videli, vendarle nekoliko razjasniti mesto komuniciranja med drugimi dejavnostmi. Da bomo to lažje dosegli, potrebujemo še kakšen ovinek na poti. Komuniciranja ne dojemajmo kot enoravninsko početje. Niti ne kot nekaj, kar se da s koncepti, kakršni je metajezik, razplastiti v hierarhično načeloma ločljive ravni. Nasprotno. Komuniciranje je notranje zavozlano. Njegovo topološko strukturo bi si bilo bolje zamisliti po homologiji z Möbiusovim trakom ali Kleinovo steklenico. Ne tako zelo redko komuniciramo, da ne bi komunicirali. Najstarejši med nami se spominjamo vicev v časopisih iz časov pred televizijo. V njih nastopata mož, ki je prišel iz službe in za mizo bere časopis, za katerim ga ne vidimo, ali celo na zofi spi pokrit čez glavo z zgrnjenim časnikom, žena, ki mu je pripravila obed, mu nekaj govori ali pa on njej, vsekakor je med njima komunikacijski nesporazum. Iz tega lahko potegnemo zeitgeist. Ta zeitgeist je soočal meščanski ideološki sferi ženske in doma kot zasebnosti ter moškega in medija kot javnosti.
Mene pa tu zbode struktura občutja, ki konfliktnost tega nasprotja, javno-zasebno, žensko-moško, izrazi kot moževo nepripravljenost na pristno komunikacijo. In ta se skriva za njegovo medijsko komunikacijo, branjem časnika. Jasno je, zakaj sem se vrnil 60 let v preteklost, da pokažemo, zato da pokažemo, kako ni nič novega izkušnja, da v mestnem avtobusu ne govorimo s sovozečimi, marveč vsakdo potegne na dan svoj mobi in se izključi iz prostorske sonavzočnosti in bližine z drugimi, ki kliče k komuniciranju, da bi se izpostavil spletni komunikaciji. Nihče z nikomer v fizični bližini ne komunicira, ker je vsakdo zaposlen svojo zasebno, od drugih ločeno komunikacijo. Pojava, da v javnem prometu vsak pobegne v zasebno komunikacijo, da ne bi komuniciral z bližnjimi, sem se zavedal pred 20 leti v kupeju vlaka iz Londona v Birmingham v pionirski dobi uporabe mobilnih telefonov. Ko smo sedli v kupe in se namestili, je vsak vzel iz torbice ali žepa svoj mobilni telefon. Seveda pa smo se znali iz komunikacije z drugimi potniki izključiti na vlaku ali kje drugje tudi že prej. Eni so brali časopis, drugi knjigo, tretji so se delali, da spijo, četrti so izstopili iz kupeja k oknu na hodniku vlaka, da bi opazovali nedvomno veliko bolj zanimivo krajino na oni strani vlaka. Esej o fizični bližini in komunikaciji pa bi bilo treba napisati tudi o vsakdanjih vožnjah z dvigalom po naši fakulteti. Vsekakor pa komuniciramo tudi zaradi komuniciranja samega. Kot nasprotni primer nekomuniciranju med možem, ki bere časopis, in njegovo ženo bi lahko navedli mamo, ki prisede k sinu, ko sin gleda na televiziji nogomet. Čeprav mame nogomet ne zanima, dobro ve, da bo sin tako bolj dostopen za njene besede, kakor v kakšni drugi situaciji. Zgledov iz vsakdanjega življenja, ko se početju nekoga pridružimo zato, da to početje izkoristimo, da ga potegnemo v osebno komunikacijo z njim, je seveda nešteto. Da komuniciramo tudi zaradi uživanja v komuniciranju samem, je pa tudi znano. Kdor ne verjame, naj preklopi svoj televizor na poljubno pogovorno oddajo na italijanski televiziji. Komunikacije, ki jih bo priča, ni mogoče dojeti, kaj šele gledati jo, dokler se ne zavemo, kako uživajo v klepetu tisti, ki se ga udeležujejo. Zdaj ne morem več odlagati koraka k vprašanju, kako naj torej dojamemo komuniciranje kot dejavnost sui generis, ne da bi ga zvajali na nekakšno menjavo znakov. Za začetek se zatecimo k biokomunikaciji, da tisto, kar je pri komuniciranju človeku skupno z drugimi, vsaj nam podobnimi živalmi, razločimo od tistega, kar je specifično za socialnost naše biološke vrste. Zato ne bo dovolj, da upokličemo svojo vednost o lastnem komuniciranju s svojim psom ali mačko. Seveda čutimo, da nas pes razume in da komaj čaka, da mu damo nalogo, ki jo bo z užitkom tekel izpolnjevati. Seveda vemo, da je mačka nestrpna do nas, saj smo preneumni, da bi ustregli. A treba je pojasniti mesto komuniciranja v razmerju do drugih dejavnosti. V komunikaciji med divjimi živalmi samimi je dovolj jasno, da je na primer to, da pes zarenči ali da pomaha z repom, gib, ki je v razmerju do instrumentalnih dejavnosti, kakršne so spopad, lov, prehranjevanje ali parjenje, gib, ki je nakazan in odložen. Ekološko je to prihranek energije. Učinek v razmerju do drugih dejavnosti je v tem smislu istovrsten, ne glede na živalsko vrsto ali na konkretne okoliščine posamezne interakcije. Pri ljudeh pa je učinek komuniciranja posplošen in zadeva že od nekdaj vse družbene situacije. Delo spremlja komuniciranje v usklajevanju dejavnosti med osebami. Dejavnosti so naučene in ko delujemo, realiziramo v nas akumulirano vednost, ki je tudi akumulirano učenje in s tem akumulirano preteklo komuniciranje.
Bodimo konkretni in poglejmo zgled posega komuniciranja v druge dejavnosti. Pri tem abstrahirajmo in recimo, da so te druge dejavnosti utilitarne v najširšem pomenu besede, se pravi, da z njimi zajamemo ne samo instrumentalne dejavnosti v ožjem pomenu dela z orodji in učinkovanja na predmetnost, marveč bomo v pojem utilitarnih dejavnosti zajeli tudi namensko delovanje na druge ljudi z določenim namenom, od drugega nekaj hočemo. Pa če tudi je to samo usklajevanje gibanja v prostoru, naprimer v prometu, ko zgibamo roke ali že žmigavcem sporočimo, kaj je drugim udeležencem v prometu, recimo vi imate prednost ali pa kaj podobnega. Ne? Vzemimo skrajno vsakdanji pogovor. Recimo, da imamo osebi A in B. Pri njiju upoštevajmo, da imata spol in spolno usmerjenost, politično korektno pa abstrahirajmo od natančne določitve obojega. Recimo, da oseba A pove osebi B, da tretja oseba, ki ni navzoča, C, citirajmo dobesedno osebo A, ne hodi več z D. Osebo, ki je tudi odsotna. Privzemimo tudi to, da hoditi z ne razumemo preveč dobesedno, pač pa kot oznako za zgolj delno določljivo vrsto intimnega odnosa. Bistveno je, da to drobno sporočilce vnaša novost v družbeno tkivo, katerega del so osebe A, B, C, D, E in tako naprej po abecedi. Oseba B, poslušalka, če vzamemo lokalno institucionalno korektno nevtralno oznako za družbeni spol, lahko ne da bi kaj rekla in ne da bi vnesla s tem vnesla s tem novo stanje stvari v to komunikacijo, sklepa, da je oseba C zdaj torej prosta in mora biti primerna in dostopna za njen morebitni manever osvajanja. Če zdaj uporabim družbeno neneutralni termin agresije za oznako komunikacijskega dejanja poskusa navezave intimnejšega odnosa komunikatorke B v razmerju do potencialne nagovorjenke C. Mreža razmerij med osebami se je zanesljivo vsaj nekoliko zatresla in malenkost modificirala. Nakazal sem, koliko več je sleherna besedna izmenjava od nekakšnega analoga na tržne menjave ekvivalentov med kupcem in prodajalcem, ki sta po pravni fikciji enakopravna in enakovredna, pa čeprav je po dejanski družbeni moči lahko prodajalka delovne sile neskončno šibkejša od njenega kupca ali kupec stanovanja razločno šibkejši od prodajalca. Vsaka komunikacijska izmenjava posega v intersubjektivna razmerja in jih že s tem avtomatično bodi si ohranja, bodi si transformira, največkrat pa oboje obenem. To je, če hočete, še najbližje definiciji tega, kaj je specifično mesto komuniciranja kot dejavnosti med drugimi družbenimi dejavnostmi. Vzdrževanje in preoblikovanje družbenih razmerij. Seveda so ti posegi večinoma infinitezimalno majhni, tako kakor delovanje erozije v geološki razsežnosti časa in prostora. A bistveno vendarle je, da nas taka definicija obvaruje pred zvajanjem komuniciranja na neproduktivno dejavnost ali vsaj pred osamitvijo komuniciranja v nekaj, kar bi radi razumeli, ne da bi razumeli, kaj se v drugi dejavnosti zgodi kot posledica sporazumevanja ali, kar je isto, nesporazumevanja. Nikakor namreč ljudje v splošnem med komuniciranjem nismo v vlogi, ki bi bila zamenljiva z vlogo drugega, s komer smo po preproščeni predstavi v dialogu. Mati in sin, kupec in prodajalka, častnik in vojak, učiteljica in študentka so nesimetrične, neobrnljive situacije, neobrnljiva komunikacijska mesta. Predvsem ne implicirajo, da je odgovor na nagovor njegov ekvivalent. Se pravi, ne implicirajo, da je treba, da mora nagovorjenec v zameno za govorčeve pravkar povedane besede tudi sam izreči neke besede, ki bodo menjava za tiste prve. V pouk glede tega naj nam bo klasična situacija snubljenja. Vzemimo osebe odprej,
osebo B, osebo C, oseba B osebi C, da poenostavimo komunikacijski nagovor, dahne, ljubim te. Pri tem morda pomaga, ne pa nujno tudi orkestracija, aranžma ali kakorkoli že temu rečete, od prizorišča prek urejenosti osebe do ceremonialnih gibov, ki spremljajo nagovor, ampak to bomo dali v oklepaj. Vprašajmo pa se, ali je najustreznejši odgovor osebe C komunikacijski ekvivalent vrednosti besed, ki jih je izrekla oseba B. Lahko bi glasovali, ampak tukaj demokracije ni, mislite si, kaj si hočete. Ne morem si, težko si vsaj predstavljam kaj hujšega, ne, kakor da zberete pogum za zasnubitev, nagovorjeni pa vam da ekvivalent, jaz pa tebe ne ljubim. Bolj strašljiv odgovor bi bil samo še tak, ki bi sledil empirizmu v veri, da je vsako sporočilo neka količina informacij, katere ekvivalent je določen z natančno vsebino in količino te informacije. To bi pomenilo nekakšen takšen odziv nagovorjenega. A res, ljubiš me? Kako pa to? A traja že dolgo? Si prepričana, da se ne motiš? Kar pričakuje snubec, niso ekvivalentne besede, marveč dejavni odziv nanje. Da se nagovorjeni vrže nagovorjencu oziroma nagovorjenki v objem, ali pa v melodramatični verziji, da zardi, povesi pogled, menca. Vsekakor pa odziv njegovega telesa demonstrira, kakšen je odziv, presenečenje, zadržanost ali zavrnitev. No, zdaj smo nabrali dovolj snovi, da na vrat na nos zdrvimo k bridkemu koncu. Bodimo pozorni na to, da so instrumentalna dejanja omenjena na začetku predavanja v sodobnosti, ponavljam, vedno že tudi dejanja sporočanja. Ko začnemo prati perilo, instrumentalno dejanje pranja sprožimo s komunikacijskim dejanjem programiranja. Storitev je hkrati sporočanje oziroma sporočilo, glede na to, ali poudarimo dejanje ali njegov rezultat. Naši predmeti so sporočevalci. Komunicira se tudi brez pomoči ljudi in skozi naša telesa. Predvsem pa je danes bolj temeljna razsežnost kakor to, da kot domnevno presebni subjekti komuniciramo med seboj, dejstvo, da smo komunicirani. Da je neugotovljiva vsebina in obseg podatkov, ki smo jih proizvedli s svojim sporočanjem, nenehni predmet medsebojnega komuniciranja instanc, recimo jim instance, da izberemo neosebno rabo, da se jim ne zamerimo. Predmet medsebojnega komuniciranja instanc o nas, o naših dejanjih, interesih, željah, načrtih, upih, strahovih. Vse, kar se je od nas odkrhnilo na splet, je predmet nenehnega komuniciranja, ki z našim komuniciranjem kajpak tudi upravlja in za katerega je zastonjsko delo našega nehotenega razgaljanja najosebnejših in vseh drugih potreb in želja najprej in predvsem kapital. Kadar pa kdo z dejanjem blokira nenehno ekstrakcijo kapitala iz našega znanja in veščin in z naših transakcijskih računov, postane predmet suma in nadzora drugega reda, kakor pa je vse povsodni in nenehni nadzor prvega reda, tisti z namenom, da se vsa naša bit kapitalizira. Spomnite se škandala s prodajo podatkov o komunicirajočih. Naše komuniciranje v celoti, pa naj gre za delo ali zabavo, za izmenjavo sporočil ali za instrumentalno delovanje, je izpostavljeno kontroli, manipulaciji in nenadzorovani uporabi imetnikov ekonomske in politične moči. Ti imajo v pogledu podatke, ki tečejo po omrežju in moč, da uporabljajo naše lastno komuniciranje za svoje interese, pa naj si nam kaj prodajajo in nas prepričujejo ali pa inducirajo naše bojazni in manipulirajo z njimi. Ko komuniciramo, smo v družbi 21. stoletja komunicirani. Ta pasivna razsežnost našega aktivnega komuniciranja je pasivnost na višjo potenco, saj je obenem rezultat in vzgib našega komuniciranja. Bolj ko komuniciramo, bolj smo komunicirani, bolj smo nemočni glede posledic lastnega početja. Prehod z tega sklepanja na dejanja je onstran predavanja kot družbene forme vedenja predpisane za slavljenje svečane obletnice, zato ga prepuščam vaši svobodi in domiselnosti. Hvala.
Zdaj pa izvolite kritike, pripombe, celo vprašanja toleriram. Jaz imam v bistvu eno razmišljanje. Ja. Velikokrat, ko govorimo o novih medijih, družabnih omrežjih, teh raznih aplikacijah, kot je Instagram, pač opravičujemo svoje delovanje na teh omrežjih, ker pravimo, da pa ne, da mi smo aktivisti gor, ne, da pač svoje parole pišemo in tako. Zdaj, v kakšni meri se ta vrsta komunikacije, ki jo jaz proizvedem na spletni aktivistka, razlikuje od nekega dejanskega aktivizma, ko grem na trg in sem na protestu, ker sem tudi komunicirana, ko sem v realnem prostoru, ne. Sem tudi v bistvu nadzirana, potem nisem komunicirana. Vedno se razkrinkam v bistvu. Jaz bi vedno mislim, pogledajte tole, ne, recimo, če je bil moj sklep bombastičen, bil zaradi tega, da proizvede napetost, ki sili k temu, da se odzovete, ne. Nikakor ne mislim, da obstaja neka, bi rekel, neke nepremostljivo velike razlike med prejšnjimi pa sedanjimi oblikami ali pa med recimo aktivizmom v živo, če mu tako rečem, pa medijskim aktivizmom. Gre bolj za to, da se pač moramo mi zavedati, da to, kar delamo kot posamezniki ali pa ljudje, ki se potem združujemo, so odgovori, so odzivi na neko situacijo. Ne? In te odzive rabimo, jaz mislim, da so te prakse in v živo in aktivizem preko medijev absolutno nujne za to, da preizkušamo, kako zadeve delujejo. Ne? Da lahko izdelujemo proti orožje in da lahko delujemo mimo tega. Ne? Seveda nam splet nudi, naprimer tega, kar splet nam nudi dejansko, če se zdaj izrazim marksistično, možnosti, da razvijamo tudi nova družbena razmerja prek spleta, da povsod tam, kjer je recimo kulturna industrija posrednik med proizvajalci kulture in med njenimi potrošniki, da vzpostavimo stik, ki je veliko bolj neposredni. To je ena taka možnost. Ne? Ja? To bi bil recimo začetek odgovora. Izvolite. Načelno je pač moje stališče to, ne? Mladi ste tisti, ki morate uporabljati medije na tak način, da boste bi rekel, izzivali odgovore, ki vam bojo nudili, da vi potem imate programe spreminjanja. Ko smo bili že pri science fictionu, imam že spet eno, to je malo bolj nekonkretno vprašanje. A je možno, če se tudi večkrat vprašam, a je možno, da se zgodi neke vrste tehnološki logistični preobrat? V kakšnem smislu? V tem, da pač ljudje pač zbežijo stran od pač tehnologije. A pa skušajo, mislim, vidijo, kot so vrati. To je že zdaj in je vedno bil eden izmed načinov odzivanja. Tukaj bi jaz rekel tako, da način, kako je to vprašanje postavljeno, ne, mi ni všeč to, da nekako spontano postavljamo tehnologijo ven iz družbe. Ne. Ključen prispevek Raymonda Williamsa je, da nam pove, tehnologije so znotraj družbene. Ne. Se pravi, vedno jih nekdo, ki ima politično in ekonomsko moč, da jih upelje z nekimi interesi, z nekim namenom, kar nam zgodovina tehnologij potem v njihovih dejanskih rabah pokaže, je to, da je dejanski razvoj družbenih rab tehnologij, komunikacijskih in drugih, nepredvidljiv. Ne? Ljudje razvijamo nove rabe. Šele rabe pravzaprav pokažejo potencial tehnologij. In načelno bi rekel na filozofski ravni je danes problem,
kako ločite med tehnologijo in človekom? Ne? Tukaj ne gre zgolj za to vprašanje, ali bi rekel, umetno izdelan robot, kiborg človek, kakorkoli mu rečete, ki izgleda kot človek, ki se vede kot človek, ali tudi je človek. Ne? Odgovor Blade Runnerja, posnetega leta 1982 je, ne? Replikant je človek. Ne? Tukaj razlike ni, ampak mene ne zadovolji tukaj ta raven zavesti načina odzivanja. Ne? Imate cel kup, recimo, science fiction scenarij o tem, kako stroji prevzame oblast nad človekom. Česar tukaj ne vidim je motiv, zakaj bi to počeli. Ne? Tukaj se preprosto spregleda to, kako zelo nas kot ljudi determinira to, da smo živalska vrsta, da smo del planeta, da smo del koevolucije tega planeta. Ne? Problem pa je, da seveda, tako bom rekel, družbena razmerja, v katere so tehnologije vpletene, so del našega družbenega sveta, torej so del definicije tudi tega, kaj človek je. Ne? V tem smislu človek pač ni več samo biološko bitje. Ne? Nekdo, ki bi tako kot jaz poskušal, mislim, živeti pred 1000 leti, ne bi mogel, jaz sem očala z močno dioptrijo, ne smem se spomniti, kolikor sem bil v življenju pri zdravniku v bolnici, kaj so delali z mojimi zobmi, ko sem bil še otrok in tako naprej. Kar vam hočem povedati je to, že dolgo časa je tehnologija tako zelo močno del našega sveta, da je ne moremo iz tega ven odmisliti. Ne? Izziv za humanistiko in družboslovje je, kako tehnologijo misliti znotraj tega našega sveta, družbenih praks, komuniciranja, ne, in vseh ostalih. Izvolite? Ja, izvolite, Roman. Kot nekdo, ki se celo življenje ukvarja z mediji in komuniciranjem, je demokratični potencial, ki se je napovedoval za internet, te razočaral danes, 30 let ali 20 let. Mene ni razočaral, ker nikoli nisem pričakoval od njega toliko, kolikor se nekateri pričakovali. Odgovor bi lahko, moj odgovor bi bil zelo preprost, če ga zvedem na to raven, da vsak nov komunikacijski medij odpira neke perspektive, ne, in kako jih ljudje izkoristimo, to ni vnaprej dano. Se pravi, gotovo, da internet ima demokratični potencial, ki v tem smislu, kaj bi bilo potencialno možno z njim narediti, gotovo ni bil izkoriščen, kot bi moral biti. Ne? Vendar pa je mene vedno zanimalo pri zgodovinskem razvoju preteklih komunikacijskih tehnologij, naprimer to, kako neka dominantna, neka nova komunikacijska tehnologija, ki postane dominantna v rabi ljudi, kako spodrine prejšnje tehnologije, vedno se je izkazalo to, da prejšnje tehnologije ne izginejo, ampak dobijo samo neko bolj omejeno, bolj specifično mesto v družbi. Drugič, kar se ravno tako pokaže, je, mi v resnici ne moramo videti, kakšen je demokratični potencial interneta, dokler se ne razvije tudi nasprotni potencial, recimo temu potencial dominacije. Jaz bi tukaj na nekaj opozoril. Mislim, da je en lep del razmišljanja o demokratičnem potencialu novih komunikacijskih tehnologij, ki izvira bazično iz Habermasovega načina razmišljanja, da je prekratek, da je zmoten, v neki točki, ki jo je Slavoj Žižek že v začetku 80-ih let zelo učinkovito kritiziral. Habermas, če se spomnite, postavlja sfero komunikacije nasproti sferi ekonomije. V smislu, sfera ekonomija je sfera boja, ne, sfera komunikacije je sfera potencialnega sporazuma. Poglejte sodobne medije, predvsem pa spletna omrežja, pa boste videli, potencial medijev za nasilje je neskončno velik. In Slavoj odgovor tukaj bi bil, in tukaj se z njim absolutno strinjam, ta, da
je seveda komuniciranje inherentno tudi nasilno. Se pravi, da je to nasilje, da je ta notranja nasilnost diskurza, če lahko tako rečem, nekaj, kar je preprosto treba upoštevati, ko s tem rokujemo. Ne? Kaj bi to v konkretnih razmerah pomenilo? Bom pa z eno svojo izkušnjo povedal. Bil sem konec prejšnjega leta, me je povabil med drugimi predsednik republike na nek posvet o sovražnem govoru in je postavil vprašanje, na katerega če drug ni odgovoril, sem se javil, jaz sem potem na to vprašanje odgovoril. Nekateri so bili namreč zelo liberalno razpoloženi do svobode besede, kar je mene v tem govorjenju sovražnem govoru resnično skrbelo in me skrbi še danes, je nek zelo nenavaden pojav. Ko gre za sovražni govor, ne, je desnica naenkrat privrženca skrajne svobode, liberalistično načelo prevzema, medtem ko mnogi liberalci bi radi zadevo uredili na zelo preprost način, da se prepove nekaj, da se pove, kaj je politično korektni način govorjenja in kaj ni. Ne. Kar je vprašal predsednik republike je bilo, ali je torej treba čakati, da se res zgodi neko, ne vem, nasilje nad ljudmi, za katerega lahko pokažemo, da ga je neko konkretno medijsko sporočilo spodbudilo, da bomo reagirali recimo, da bomo sodno reagirali, se pravi, da bomo to imeli za prekršek. Ne. Moj odgovor je bil nikakor. Dovolj je, da pogledamo vojne v bivši Jugoslaviji v 90. letih, bomo videli, kako so se začele. Ne. Začele so se tako, da so obe strani bili prestrašeni. Ne. Stran A verjame, da bo stran B jutri napadla in vse pobila, in obratno. Stran B verjame, da bo stran A jutri napadla in pobila. To je popolnoma dovolj, da se zateče stran v skrajno obrambnem prepričanju v preventivno nasilje. Rezultat, ki ga imate, so poboji, kjer je konec koncev potem popolnoma vseeno, kdo je konflikt začel. Kar pomeni, konflikte je treba preprečevati že prej in se zavedati natančno tega. Besede so nasilne. Diskurs je področje, ki je... Tudi sklicevanje na razum, ki ga ima Habermas tako zelo rad, ni povsem zanesljivo. Mi pridete do konflikta, kjer imate dva razuma in drugega izključuje in razglaša za nerazumnost. In problem današnje družbe, vidim, če na kratko še to povem, že ko imam ravno priliko, ne, da me morate poslušati, ne, je fragmentacija javnosti. Ne. Karkoli si mislimo o obdobju, ko smo imeli eno samo televizijo pa par časopisov, so vsaj vsi, ki so brali in gledali televizijo, do nekaj mere razmišljali o istem. V času spletnih omrežij lahko mi tiste novice, glede katerih je naš svet že strukturiran, kdo je zmagal na teh volitvah, ne, kakšen je bil rezultat tekme, to nam je popolnoma vseeno, tako odzivimo, kliknemo, dobimo rezultat. Kar je pa problem, je pa to, da spletna omrežja so tista, ki oblikujejo stališča. In oblikujejo jih tako, da se ljudje zapirajo okrog tistih, ki mislijo in čutijo enako kot oni. Skratka, spletna omrežja nastopajo kot gojišče in način reprodukcije bojazni in izpolnjevanja želja. Fake news se tako zelo obnesejo, ker so idealni odgovor na to, kar hočejo uporabniki spletnih omrežij. Ne, hočejo, da se potrjujejo njihova pričakovanja, njihove želje in njihovi strahovi. In v tem jim ustrežejo. Klasični mediji žal vse bolj posnemajo spletna omrežja, namesto da bi jim ponudili nekaj drugega. Edina rešitev zoper to je, da se tega zavemo, da se začnemo proti temu boriti. Skratka, treba je realno začeti postavljati skupni prostor javnosti. Kar pomeni, da je treba druge poslušati, videti njihove strahove, jih razumeti. In ko gre za sovražni govor, je treba početi to, kar je skrajno neprijetno početje, zato ker se morate ukvarjati s stvarmi, ki vam grejo na živce, ki jih sovražite, ki so gnusne, ki so neumne.
Ampak treba je priti do korenine tega, kdo je rekel, kaj se je preneslo, ne? Kakšen je bil ta namen. Pokazati, da niso res, tudi če vi vemo, da nekaj ni res. Ne? Moramo nekomu, ki tega ne ve, to občasno tudi pokazati. Skratka, problem je, zato, da bi kot družba preživeli, bi morali komunicirati natančno s tistimi, s katerimi ne komuniciramo. Nas imate obraten pojav, ljudje najbolj sovražijo druge ljudi, ki jih nikoli niso videli, nikoli niso slišali, ne vejo, kako živijo. O njih pa vejo vse in so pripravljeni narediti takoli. Se upravičujem za nekoliko sem se razživel. No, pa če imate še kakšno. Ja, izvoli, Milica. Najprej res hvala za tako zanimivo, iskrivo in odkrito predavanje. Nimamo veliko priložnostov vse hvala za to. Hvala. Ko sem te pa poslušala in sve si dal ogromno istočnic za nadaljne naše razmisleke o komuniciranju in me zanima tvoje izkušnja pravzaprav o komuniciranju v sedanjih razmerah, v sedanji družbi. Agustinčič, Andrej, nekdanji novinar, skriv novinar Dela, napisnik iz večjih prestolnic, je enkrat rekel, da je človek 20. stoletja, bere časopise. Naši študenti in študentke so ljudje 21. stoletja, berejo predvsem spletne medije, ne? In tudi komunicirajo na en poseben način, na drugačen način, kot smo naučene, vzgojene starejše generacije. Kako ti vidiš zdaj te možnosti komuniciranja, recimo neke generacije 20. stoletja, pa 21. No, jaz sem opazil, da sem, ko bom rekel, tukaj držim tega, ne, verjamem Heglu, da zgodovina napreduje po slabi plati in tako tudi recimo razvoj osebnih sposobnosti. To pomeni, še vedno imam silne težave pri, ne vem, uporabi spleta v kakršnekoli koristne namene, medtem ko sem sposoben najti katerikoli podatek brez velikih težav. Hkrati opažam pri sebi natančno to, da ni dovolj, da jaz študentom rečem, ne, da jim očitam zaradi tega, ker ko uporabljate splet kot ga, ne, se niste sposobni koncentrirati za del časa. Tudi jaz se nisem sposoben več koncentrirati toliko časa kot nekoč, zaradi tega, ker je pa splet tako fin. Jaz nekaj berem, tam nastopa neka rastlina, žival, kraj, greš pa klikneš, se zgubiš, naenkrat delaš nekaj popolnoma drugega. Ne? To je čisti užitek. Se pravi, tukaj mislim, da med nami niso tako zelo velike razlike. Drugič, mislim, da študentje tisti hip, ko imajo neko pravzaprav drugotno katero teorijo komuniciranja, ki je kritična, ne, kaj naredijo? Vsi najboljši študentje grejo to, kar jih poskušate naučiti, aplicirati na to, kar zanima njih. To tudi pričakujem, da naredijo. Moja izkušnja je vsaj recimo na drugi stopni, ne, da je sposobnost študentov, da razmišljajo kritično o medijih, ki jih sami uporabljajo, da je precejšnja, da me v tem smislu me ne skrbi za prihodnost. Ne? Izvoli. Ja, Darila bi sem en razmislek na podlagi tega predavanja, pa tudi vaših siceršnjih predavanj o medijih in komuniciranju. In sicer ta nevarnost tehnološkega determinizma, ki jo poudarjate, tudi v navezavi na to, kar je kolegica preomenila o bojazni pred tem, da bi nas roboti zavzela, pa da bi tehnologija enostavno nadvladala nad človeškom. Se mi zdi zelo simptomatično za neko pokrivanje razmerje med ljudmi. V bistvu, to moč, ki jo jaz čutim, da jo ima tehnologija nad mano, je v resnici samo prikrita moč, ki jo ima nek drugi človek nad mano. Samo da je pač posredovana s to tehnologijo. In recimo primer bi bil, ko sem pač dobila pametni telefon v prvem letniku faksa, sem se počutila zelo kot da nimam izbire v resnici, kot da pač se moram prilagoditi, ampak že takrat sem se zavedala, da se ne prilagajam neki tehnologiji, ki bi samo ukorakala v družbo in narekovala tempo,
ampak družbi. Torej v bistvu gre za ljudi, ki imajo v lasti podjetja, ki proizvajajo pač to tehnologijo in so zmožni v bistvu usiliti določen način življenja ali pa elemente načina življenja različnim množicam ljudi. In v bistvu gre za nekak krivanje dejansko razrednega poja, pri tem, da vse zavedemo na neko samostojno moč tehnologije. Glejte, jaz mislim, da imate v veliki meri prav. Ne? Se pravi, ni potrebno, da smo tehnološki deterministi v tem smislu, da bi menili, da ne vem, tehnologija ali naprava nekaj hoče ali pa da ima neke učinke sama na sebi, ne da bi bil nekdo, ki jo hoče na ta način uporabljati. Vendar pa mislim, da žal zadeve, da so bolj komplicirane. Ne? Ker tukaj pri odgovoru, pri tem, kar ste povedali, je neka določena nevarnost, da mi reduciramo to, kar nekdo s tehnologijo počne na njegovo subjektivno voljo, ne? Ki je lahko seveda družbena, se pravi razredno determinirana. Do to se strinjava. Ne? Vendar, glede, mislim, da je vrsta strahov, ki jih doživljamo, ki nam kažejo nekaj, kar nam potem mnoge sociološke teorije po mojem prehitro posplošijo, vendar pa opozorijo na te stvari. Kot recimo Bekova družba tveganja, mnoge Baumanove knjige in tako naprej. Namreč ta občutek, ki ni samo subjektivni občutek, ampak je realen. V sodobni družbi so se sile, ki smo jih ljudje proizvedli, osamosvojile in jih nihče zares ne obvlada. Ne? Ta ideja, da tisti tam od zgoraj 1% ali kdorkoli že, ne, da z vsem upravlja, kakor je debilna sama na sebi, ne, in kakor zgleda po eni strani strašljiva, ne, je pa na drugi strani v resnici tolažilna. Ne? Ker pravzaprav investira tistega, ki je kriv, da so stvari kakršne so, v neko določljivo družbeno sfero, v celo določena imena, institucije, ljudi, telesa, bom celo rekel. Ni tako, to je problem. Mi smo zajeti v družbena razmerja, ki so, bom rekel, tehnologija so v veliki meri osamosvojena družbena razmerja, skrepenela, materializirana. Tega se je težko zavedati. Ne? Kar lahko naredimo, kar lahko moramo narediti, seveda je veliko bolj kot doslej se morajo ljudje spraševati, kakšne bodo družbene posledice odločitev glede načinov uporabe tehnologije ali pa kaj podobnega. Ne? To je zelo težko. To je zelo težko. Od načinov, kako naj bi se družba tega lotila, od tistih, ki jih jaz poznam, pa da so nekaj pozitivnega, da niso zgolj, bi rekel, kritika vsega obstoječega, kakršne se radi gremo humanisti. Meni je bila všeč ta ideja, ki jo recimo včasih v Kanadi izpeljejo. Imajo nek družben problem, pa dajo delati pa dajo raziskavo o tem, kaj naj bi naredili 2 ali več ekipam ljudi, ki delajo neodvisno en od drugih. In ne glede na to se odločijo za eno varianto ukrepanja, za drugo varianto ukrepanja, za tretjo varianto ukrepanja. Družba ima alternative, v katerih lahko razmišlja. Ne? Lahko gre pogledati, tole smo naredili narobe, poglejmo, vrnimo se. Ne? Mi pa o tem pravzaprav ne znamo razmišljati. Lejte, ne vem, koliko se zavedate, ampak tehnološki determinizem je absolutno dominanten način, kako ljudje razmišljajo o vplivu tehnologij na njihova lastna individualna življenja in to je absolutno razumljivo, zaradi tega, ker večina tega, kar se mi sploh kot rabo medijev predstavljamo, ne, je odvisna na načine rabe, kjer smo mi uporabniki. Ne? Se pravi, mi pač vidimo, da ko smo dobili mobilne telefone, da pač imamo dan drugače organizirano, skratka vidimo, katere so te spremembe. In mi pravzaprav naredimo to abstrakcijo, da kot razlog teh sprememb razglasimo napravo, ki smo začeli uporabljati. Zakaj? In zato, ker je na individualni empirični ravni to drži. Ne?
Ampak te rabe so bile predvidene in te rabe bi lahko bile drugačne. Ne? Se pravi, tukaj mora pač družba, moramo ljudje odkriti v sebi tudi to moč, da se zavemo tega, da če so tehnologije znotraj družbene, so torej njihove rabe predmet zavestne izbire in dogovarjanja, tako kot se drugih reči. Toliko znam povedati več ne izvoljno. A si sem jaz, ne? Ja. Mislim, če se ravno navežem na demokratični potencial, ki bi omenil ravno na rabi tehnologij, pa tudi na družabna omrežja, in če se to dosežem, jaz sem večkrat razmišljal tudi o tem, da ima televizija v svoji osnovi lahko večji demokratični potencial v tem smislu, da so stvari vodene iz enega centra, medtem ko imamo pri družabnih mrežjih fragmentirano javnost, in potem je tudi samo komunikacijsko razmerje med medijem in uporabnikom oziroma gledalcem drugačno. Ker to, kar je tudi že večkrat omenjeno, ključni problem so ti mehurčki, ta izolacija. In potem vsak dobiva recimo na Facebooku ali kjerkoli tiste novice oziroma tiste poste, ki ustrezajo in krepijo njegovo verjetje. Ampak meni se tukaj potem postavlja vprašanje, kako v takih pogojih vzpostavljati to novo obliko javnosti, ki ste jo danes tudi omenjali, predvsem v navezavi na to vprašanje, da tisto, kar mene frustrira, je, kako se pogovarjati z nekom, ki ima drugačen svetovni nazor od mojega in kako tukaj združevati ta stališča. Ker v osnovi se tako jaz kot tisti drugi napajava iz drugačnega vira informacij, poleg tega pa imava tudi drugačno epistemologijo, torej ne gre se samo za golo empirijo. In tukaj lahko pride do hudih trkov, hudih konfliktov, ki so lahko za družbo zelo nevarni. In tukaj jaz vidim en tak problem, ki tudi mene osebno frustrira, ko s kom polemiziram, kaj naj tukaj naredim, da ne izpadem na dut in ne rečem, poglej, preberi to, pa bova potem možgala debato. Mislim, da bova imela vsaj isti okvir. In tukaj, torej, kakšne so vizije in stavke? Bom začel pri zadnjem koncu. Moje stališče, kadar sem pisal recimo kolumne za Mladino, je vedno bilo, nikoli se mi ni posrečilo, napisati čim bolj preprosto. To se mi nikoli ne posreči. Vsi mi pravijo, da delam, da hočem preveč v en stavek spraviti in tako naprej. Ampak recimo, moje stališče je bilo tole. Če imate, naprimer, takrat, ko je šlo za zategovanje pasu, če slišite to ideološko puhlico, da vsak ve, da če ni dovolj, da je treba varčevati. Sem se na to odzval, da sem se vprašal, kako dejansko ljudje varčujemo. Pokažimo, da je varčevanje nekaj drugega kot zategovanje pasu, da austerity ni varčevanje. Varčujemo ljudje zato, da bi se nekaj privoščili, da bi nekaj investirali. Skratka, Raymond Williams je zgled nekoga, ki je pisal ne samo veliko teorijo, ampak je meni zgled tudi zaradi tega, ker je pisal veliko čisto navadne časopise in vi tam morate prilagoditi pač ne samo besednjak, ampak tudi argumentacijo temu, kar ljudje poznajo. Predvsem je pa tole, jaz verjamem Descartesu, ki je rekel, da meni, da je zdrava pamet kar enakomerno porazdeljena med ljudmi, ker nihče ne meni, da jo ima premalo. Jaz dejansko mislim, da so razlike v inteligenci med ljudmi veliko, veliko manjše, kot si predstavljamo, da pa zaradi delitve dela različnih družbenih okoliščin so načini, kako so te so dejavnosti in zanimanja in skrbi, v katere se pri posameznikih ali pa celo družbenih skupinah razredih, bi rekel, usmeri inteligenca, te so različne. Ko smo imeli pred par leti ustaje znamenite, se je začel nek fenomen, ki je bil takoj potem zadušen in ga je meni strahovito žal. In to je bil fenomen, kjer so začeli, kjer so se oglašale učiteljice in so pisale, kako one doživljajo težave pri svojem delu. In ta potencial bi morali zdaj izkoristiti, ko imate te zadeve zdravniki.
A je kdo pomislil to, da, glejte, televizija neskončno veliko govori o zdravstvu, ampak na kakšen način govori? Televizija v Sloveniji, javna in zasebna, predvsem pa javna, se je mlajšim generacijam odpovedala. Televizijski dnevnik je oddaja za starce, oglašujejo se zdravila. Mene to žali, star sem 65 let. Nisem idiot, počutim se mladega. Za te stvari znam poskrbeti sam. Kar jaz pričakujem je, da me javna televizija poveže z ljudmi drugih stanov, drugih generacij in tako naprej. To je njena dolžnost, če tega ne dela, jo lahko odpravimo. Javna televizija danes je televizija, ki o resni glasbi govori na ta način, da vam berejo iz Wikipedije in vam glasbo predvaja na to, kdo ima danes rojstni dan. Zato ne rabite na televiziji ali radiju niti enega samega zaposlenega človeka. Dolžnost javne televizije je, da ljudem glasbo naredi tako, da jih bo zanimala. In če se ugotovi, da je, ne vem, da mora televizija recimo kazati balet, tudi ker pač nekaj ljudi gleda balet, in če se ugotovi, da je publike, ne vem, 5% eventualno, za javno to televizijo to pomeni, da je uspešna, če jih dobi 2, 3 ali celo 5%, če pa jih ne dobi niti 0,5%, je v tem neuspešna, pika, konec. Ne gre za to, da bi morali vsi balet gledati, se razumete. Se pravi, samo malo še, hočem to reči, da realno so publike seveda diferencirane. V enem delu programov mora javni medij nagovarjati se, ampak prav javni medij ima to možnost in to dolžnost, da bi se vprašal, kako te publike povežemo. In povežete jih ne preko najmanjšega skupnega imenovalca, ampak preko tega, da pritegnete tiste družbene skupine, ki delujejo kot opinion makers in znajo druge družbene skupine pritegniti. Tega pri nas ne delajo. Mi živimo v družbi, kjer so glavni tvorci novih jezikovnih navad, tisti, ki komentirajo športne prenose. Ne po naključju, te športne prenose pač posluša največ ljudi. Če nekdo reče, da je nekdo, da je nek nogometni klub najtrofejnejši in je to nova oblika rabe besede trofejn in njenega stopnjevanja, se bo to uveljavilo, ker je to rekel športni komentatorji. Vsi jezikoslovci, kar jih je v Sloveniji, se lahko na glavo postavijo. Za televizijo to pomeni naslednje. Jaz bi rekel preprosto to, televizija danes mora prvič vedeti, da je dominantni medij splet. In vsi mediji danes bi morali biti najprej spletne platforme, karkoli delajo. Prva točka. Druga točka, ni naloga informativnih medijev danes zbirati informacije, ampak zbrane informacije predstaviti njihovi publiki, tako da bo ta publika lahko na podlagi teh informacij odgovorno delovala v družbi. In smo spet pri istem. Treba je nagovarjati različne generacije, treba jih nagovarjati na tak način, da jih povezujete. Sem bil predolg, izvoljaš. Ali naj potem sociologi kulture raziskujemo javno televizijo, če je tako omejena publika, vsebine so takšne, kot ste opisali, in naj zato ali kljub temu raziskujemo raje komercialne televizije, ki imajo večjo publiko, večjo gledanost in tako naprej. Mislim, a je smisel potem raziskovati javno televizijo? Težko da mi enoznačen odgovor. Mislim, ker jaz jo z veseljem raziskujem. In sicer moj argument je ta, da absolutno ampak je ta predpostavka, ki ima neko tiho politično podmeno, torej moramo jo raziskovati, zato ker je namenjena javnosti, da jo bomo preoblikovali, da bo takšno, kot ste opisali. Ampak vseeno malo za hec vprašam, ne bi raje se posvetili samo komercialnim televizijam in raziskovanju, kjer bi dejansko dobili boljši pregled na temu, kaj so ljudje v resnici interpelirani, torej v potrošnike in v potrošniške navade.
Jaz osebno danes bi rajši deloval na spletnem omrežju. Se mi zdi veliko bolj perspektivno, nažalost. Ne. Mislim pa, da je javna televizija pomembna, ampak da je taka, kot je, ne, da je brezupna. Žal. Mi je žal, da to rečem, me malo sram, da to rečem, branil sem jo dolga desetletja, ampak sem nad njo naredil križ. Ne da se pomagati. Ja. Tako, jaz se vam zahvaljujem, mislim, da je bilo zadost, če bo kdo še hotel kaj me vprašati, pa mi povedati zasebno, pa izvolite. Hvala vam.